veseljem prisluhnil problemom oziroma vaši obrazložitvi in argumentiranju problemov, s katerimi se soočate. V Državnem svetu se ves čas trudimo, da bi nekako artikulirali želje in potrebe civilne družbe in jih prenesli na politični parket brez ideološkega naboja. To je tudi moj današnji namen tukaj. Z menoj so še 3 svetniki Državnega sveta in upam, da bomo izsledke oziroma zaključke te današnje debate prenesli v Državni svet. Obljubil sem že, da bomo na isto temo, kot se danes mi sestajati, ker bi v Državnem svetu organizirali posvet, posvetili vse dimenzije problema, predvsem pa skupaj poiskali rešitve, ki jih lahko kot civilna družba in Državni svet predlagamo ob novih ukrepih, ki bodo sprejeti za zmanjševanje posledic krize, ki je v področju virus COVID-19 SARS-2. Torej, z veseljem vas bom poslušal, če bo potrebno, bom tudi nekakšno vaše vprašanje odgovoril. V glavnem pa v Državnem svetu bomo to debato artikulirali v neki smeri predstavljanja smernic oziroma pobud za učinkovite ukrepe za reševanje posledic te krize. Predvsem želim izpostaviti, da ne bi rad, da izpade ta naša aktivnost tukaj kot parcialno reševanje problema, ki prizadene tako celotno slovensko družbo in celotno slovensko gospodarstvo. Verjamemo, da imajo povsod po Sloveniji zaradi posledic epidemije SARS-a COVID-19 težave. Mnoge težave so specifične in jih bo verjetno treba v regijah oziroma po dominantnih panogah, po dominantnih gospodarskih panogah, po posameznih delih države naslavljati specifično in z sistemskimi ukrepi, ki bi vse zadevali enako, po mojem mnenju težko šlo, treba bo pristopiti razlikam. Da pa te razlike in način naslavljanja teh težav, ki so si med sebojno različne, ne bi privedle do nekega družbenega konflikta, v katerem se bodo posamezne regije zoperstavljale drugim. V zadovoljovanju svojih interesov se bomo v Državnem svetu potrudili enako pristopiti vsem in najti neko skupno pot rešitve in v obliki predlogov posredovati aktualni vladi. Hvala lepa za vabilo. Danes sem tukaj prvič z vami v tej dvorani, upam, da ne zadnjič, kajti 10. junija imamo volitve na polovici mandata v Državnem svetu, ampak ne glede na vse, obljubljam vam, da bom do 10. junija vse, kar je v moji moči storil, da v Državnem svetu v sodelovanju z vami poiščemo dogovorne rešitve. Hvala lepa. Danes smo se na pobudo gibanja Rešimo Goriško in župana Mestne občine Nova Gorica, doktorja Klemna Mikleviča, dobili tukaj v Novi Gorici, državni svetniki, poslanci, gospodarstveniki, obrtniki ter vsi, ki imamo vpliv in moč, da spremenimo zadeve tukaj na Goriškem oziroma da predlagamo vladi ukrepe, ki bi nam olajšali samo življenje tukaj ob meji. Kot je bilo poudarjeno, smo pač tukaj na Goriškem zelo močno odvisni od italijanskega trga, od sobivanja z naši sosedi, o tem, da moramo z njimi sodelovati, ter vsekakor to, da moramo sprejeti ukrepe, ki bodo koristni temu obmejnemu območju. Tako da verjamem, da bojo sklepi, ki bojo danes tukaj sprejeti, dobri, s tem, da moram reči pa, da bomo današnji sestanek nagradili z posvetom, ki bo 5.6. v Državnem svetu Republike Slovenije. Do takrat bomo sprejeli tudi bomo dobili tudi konkretne podatke o izpadu prihodkov, o izpadu same gospodarstva in o izpadu tega, kar v bistvu skrbi naše ljudi. Tukaj ne smemo pozabiti tudi na same delavce, ki živijo z minimalno plačo, ki bojo lahko ostali še brez tega prihodka, tako da lahko pride tudi do nekakšne socialne bombe, kajti direktorica Zavoda za zaposlovanje reka, da se je kar naenkrat povečalo število v bistvu brezposelnih v zadnjih 2 mesecih kar za 20%, tako da tukaj je veliko dela pred nami, da ohranimo naše goriško gospodarstvo močno in napredno. Vsekakor pa moramo videti tudi neko drugo plat te zgodbe in to je, da je to možnost
za neko novo dejavnost, nek nov zagon, kajti v takih krizah to ni samo slabo mogoče kdaj, ampak je lahko tudi možnost oziroma prilika za nek nov zagon, nek nov razvoj gospodarstva ter drugih panog na tem področju. Tako da v bistvu verjamem, da bomo skupaj napravili nekaj dobrega in da bojo tudi strani gospodarstva in drugih deležnikov podani neke pobude, ki bojo prispevale k razvoju našega celotnega goriškega prostora. Današnji sestanek je bil predvsem meni osebno pomemben zato, da za neke nove smernice, kaj je prihodnost, kaj naj bi posvet, ki ga bomo pripravili v državnem svetu, pomenil. In predvsem pričakujem, da od današnjega posveta pridemo do nekih novih idej in novih smiselnih pobud, ki bodo to regijo izpostavile in ji dali priložnost za nadaljnji razvoj po korona krizi.